Vroči mikrofon. 24. avgust 2022, dan ukrajinske neodvisnosti in pol leta od začetka večje ruske agresije na Ukrajino. Ukrajinci pravijo, da dejanska vojna na njihovih tleh poteka že vse od aneksije Krima leta 2014. Po podatkih Združenih narodov je v tej vojni v zadnjih 6 mesecih življenje izgubilo 5500 civilistov. Iz Ukrajine je zbežalo več kot 6,6 milijona ljudi, še 7 milijonov jih je notranje razseljenih. Buča, Irpin, Mariupol in številna druga ukrajinska mesta so postala znana po ruskih vojnih zločinih. Medtem ruska propaganda ne pojenja, ravno nasprotno, zdi se, da se je s sankcijami še dodatno ukrepila. O vseh mogočih vidikih in posledicah vojne pa zdaj le več v vročem mikrofonu Gašpar Andrinek, ki je z gostoma že v sosednjem studiu. Dobrodošli. Pozdravljeni, v studiu pozdravljam gosta, oba poznavalca zunanje političnih okvirjev, ki analitično spremljata razmere tudi na vzhodu Evrope. Z nami je izredni profesor dr. Marko Lovec z katedre za mednarodne odnose Fakultete za družbene vede. Lep pozdrav. In Miha Lamprecht, zunanje politične redakcije Radia Slovenija in nekdanji dopisnik RTV Slovenija iz Moskve. Dober dan. Nekaj dni po začetku ruske invazije na Ukrajino sem poklical pisatelja Jurija Andruchoviča, ki mi je dejal, da so Ukrajinci veliki sanjači, da sanjajo o dnevu, ko bodo živeli v miru. Tokrat morajo zmagati in tudi bodo, je poudaril in dodal, da so čisto taki kot drugi ljudje na svetu in nočejo vojne, ki jim jo je sovražnik vsilil, zato so se bili prisiljeni upreti in zmagati. Danes je dan ukrajinske neodvisnosti. Predsednik Volodimir Zelenski pa je prepovedal javne manifestacije, ker obstaja velika nevarnost še posebej krutih ruskih napadov, kako se je izrazil. Vprašanje na začetku za oba, zelo na kratko, kako daleč so Ukrajinci pol leta po ruski invaziji od sanj, ki jih je opisal Andruchovič, torej od miru. Profesor. Ja, če bi bili optimistični, bi rekli mogoče na polovici. Njihova želja je, da je te vojne konec pred zimo. Strah jih je tega, da bo upadla podpora na Zahodu, ki jo nujno potrebujejo, zato da lahko vztrajajo. Na drugi strani pa tudi Rusi, kljub temu, da so utrpeli precejšnje izgube, da ta vojna ne gre čisto po njihovih načrtih, računajo na ta upad podpore Ukrajini strani Zahoda in na to, da bodo počasi uspeli doseči svoje cilje, na nek način izčrpati ekonomsko, energetsko zahodno podporo Ukrajini. Ja, jaz bi mogoče malo bolj vedro začel, čeprav zadeve so nadvse dramatične in tragične, ampak ukrajinsko nogometno prvenstvo se je obnovilo in bodo nogometne tekme bodo v Kijevu in predvsem na zahodu države, ampak zdaj pa v bistvu bolj resne zadeve. Mogoče en zgodovinski kontekst, da te sanje niso dolge 1 leto ali 2, pač pa gre za več stoletno stremljenje ukrajinskega naroda. Namreč marca 1939, ko so Hitlerjeve enote napadle Prago, je parlament Karpatske Ukrajine, tako se je takrat imenovala, razglasil neodvisnost svojega ozemlja in nova država je takrat za barve svoje zastave izbrala modro in pa rumeno, hkrati pa je sprejela himno Ukrajina še ni umrla. In oboje, tako zastava kot himna, sta veljavi še danes, se pravi 31 let po razglasitvi dneva neodvisnosti, ki ga praznujejo danes, in pa z vidika torej nacionalne identitete in pa narodne, bi rekel, emancipacije, so te sanje povsem upravičene tudi danes, ko je neka druga država odreka pravice obstoja. Miha Lamprecht, točno pred 6 meseci ste prišli v studio Vala 202, ko se je začela ta ruska invazija na Ukrajino in dejali, da bi bil razpad Ukrajine največja katastrofa v Evropi po drugi svetovni vojni. Ja, takrat, ko se je to zgodilo, dejansko nismo mogli nekako verjeti, da je vse skupaj res. Jaz sem, moram povedati, takrat citiral nekdanjega ameriškega svetovalca za nacionalno varnost Zbigneva Bžežinskega. On je sicer poljski Jud, ki je razvil to tezo, ampak očitno smo takrat pozabili na vse skupaj. Zelo dobro je Bžežinski namreč poznal geopolitiko in pa Sovjetsko zvezo, kot tudi zgodovino. Dejansko so se pa te njegove preroške besede uresničile z ruskim napadom, kot so dejali pred natanko pol leta, ko je Putin napovedal vojaško operacijo z besedami: zgodilo se bo, česar še niste videli. No, in Evropa in svet sta se takrat znašla v nekem krču, po moje predvsem iz 2 razlogov. Prvič, ker Rusija ni hotela dovoliti, da bi Ukrajina zapustila njeno
vplivno območje, se pravi interesno sfero, in drugič, ker je bil Zahod razdeljen glede neke najboljše strategije proti ruskim ambicijam, zato pa se je ta vojna potem sprevrgla v ta konflikt, ki ga spremljamo in mu ni videti konca še danes. In tudi recimo sporočilo Volodimirja Zelenskega se od začetka vojne ni veliko spremenilo, še vedno si želijo predvsem vojaške pomoči ter neposrednega pogajanja s Putinom. Profesor Marko Lovec, v kakšnih razmerah se nahaja Ukrajina? Kako močan je ta odporniški duh prvih tednov, kot smo jih videli, in tudi kako močna je njihova vojska po pol leta? Ja, težko je odgovoriti z razdalje na ta vprašanja. Seveda spremljamo neke informacije, poročila na spletu, vsake toliko še iz kakega drugega, recimo bolj insiderskega vira, kaj slišimo, ampak to najbrž ni dovolj za neko zelo natančno, točno oceno stanja v Ukrajini. Ekonomski pritisk je neizmeren, BDP bo letos padel za skoraj polovico. V bistvu Ukrajina potrebuje nenehno finančno pomoč samo zato, da plačuje poleg vojakov policiste, zdravnike, šolnike, sprej zato, da država sploh obstane. Z vojaškega vidika je izčrpala neke svoje lastne vire, lastne orožje. Videlo se je tragično tam že v Donbasu, na neki točki so ostali brez lastnega topništva pa streljiva in zdaj je v bistvu odvisna od zahodne pomoči. Pa zdaj ne govorim samo o nekih topniških sistemih, ampak govorim tudi čisto banalnih stvareh, kot so radijske postaje, čelade, lahko orožje. Vse te stvari danes prihajajo iz Zahoda in dokler prihajajo, Ukrajina na nek način upočasnjuje ruski napredek, ko pa več ne bodo, pa se bo to ustavilo. Zdaj Ukrajina še vedno je številčna država, več kot 40 milijonska država, nekako imajo to človeško silo, potencialno, ki jo je mogoče uporabiti za obrambo, ampak to večinoma niso trenirani, usposobljeni ljudje, to so običajni ljudje, tako kot vsi mi. Delovanje v vojaških operacijah pa ne zahteva določeno urenje, najbrž zahteva tudi neke osebnostne karakteristike, ki jih danes običajni ljudje nimamo, tako da kljub tem informacijam o morali, visoki morali na ukrajinski strani, o tem, da branijo svojo domovino in tako naprej, mislim, da so razmere precej težke in da si želijo, da bi se ta konflikt čim prej končal, da si želijo videti svoje družine, tisti, številne ženske, otroci so odšli v druge države, 10 milijonov, in mislim, da so tu želje številnih, da se ta stvar čim prej konča. Miha, vi spremljate medije ves čas, pravzaprav tudi ukrajinske in tako ruske, kako vi vidite ta odpor? Ja, zdi se mi, da je nedvomno res, da je ukrajinska vojska bistveno drugačna, kot je bila leta 2014, ko je v bistvu izbruhnil ta zamrznjeni konflikt v Donbasu. Tudi po zaslugi bivšega predsednika, to moramo povedati, Petra Porošenka, je ta vojska, ta oprema te vojske, ta pripravljenost, to vse skupaj je močno napredovalo. In dejstvo je, da lahko Ukrajina potencialno spravi skupaj okrog, bi rekel, 1 milijon vojakov. Zdaj, na kakšen način, to je tudi profesor že povedal, kakšne so te v bistvu pasti. Hkrati je pa seveda res, da mi, kar spremljamo, je del neke resnice. Mi smo nekako izpostavljeni propagandni vojni, hibridni vojni nekako z obeh strani. No, dejstvo pa je po drugi strani res, da ima pa Rusija tam okrog 200 tisoč svojih vojakov. Seveda je pa ukrajinski vojski izdatno pomagala zahodna vojaška pomoč. Zlasti ti v zadnjih tednih ameriški raketni sistemi HIMARS, se pravi, to so ti High Mobile Artillery Rocket System, ki imajo v bistvu do 70 km dosega, to, kar so pač priredili za ukrajinske potrebe, sploh imajo tudi večji doseg. Glede napovedane ukrajinske protiofanzive na jugu, pa se mi zdi in se bojim, da je mogoče pravi čas, pravi momentum nekako že izpolzel iz rok. Rusi se utrjujejo na južni fronti, tudi na vzhodni fronti, pa tudi sicer je nekako po vojaški doktrini napadalec vedno potrebuje približno 3-krat več, številčno več vojakov, kot jih imajo branilci. In dejstvo je, da zasedena je petina ukrajinskega ozemlja, po nekaterih ocenah celo četrtina,
in uničena je infrastruktura, zelo so prizadeti civilisti in kot smo že povedali tudi v napovedi, mislim, da je okrog 1/3, se pravi 13 milijonov je v bistvu razseljenih oseb. Velik polovica tega se je pa preselil v vzhodno Evropo. Tako da to je v bistvu izredno tragična slika po 6 mesecih vojskovanja. In tudi številne druge vidike je odprla ta vojna, tako kot so bili recimo številni presenečeni sploh nad rusko invazijo, ne, kot smo že omenili, so bili nekateri presenečeni tudi nad hipnim in složnim odzivom Evropske unije v podporo Ukrajini. Vemo, da se je to kasneje začelo tudi krhati, po drugi strani pa se zdi, da se je tudi vojaško zavezništvo NATO še nekoliko bolj okrepilo, še bolj strnilo vrste, še več, ne, okrepilo se je celo Švedsko in Finsko. Kakšni so tukaj vidiki? Ja, mislim, da gre bolj za neko moralno podporo, sporočilo, bolj kot to ima neke realne praktične posledice, zato ker sta obe državi že prej sodelovali s članicami NATO in tu bi do neke bistvene spremembe prišlo k večjemu, če bi NATO zdaj znotraj teh držav začel nameščati strateško orožje, ki bi ogrožalo Rusijo. Do tega pa po moje iz več razlogov ne bo prišlo. Tako da tu nekih večjih posledic neposrednih za ta konflikt ne vidim. Mogoče bi dodal nekaj, kar ste prej vprašali kolega, ne, zakaj bi bil razpad Ukrajine taka katastrofa. Katastrofa bi bil zaradi tega, ker Rusija tudi s tem, da bi razkosala Ukrajino na dva dela, recimo po Dnepru, kakorkoli zasedla celo obalo in s tem nekako onemogočila preživetje ali pa zelo otežila, ne bi dosegla svojih političnih ciljev. Ukrajina, ta vzhodni del je uničen, potrebuje ogromna sredstva za obnovo, ljudje so zbežali, Zahod, če bi se to zgodilo, ne bi umaknil sankcij, kvečjemu bo prišlo do stopnjevanja, na srednji rok bodo sankcije zelo prizadele Rusijo in Rusija bi se znašla v bistvu v nekem položaju hujšem od tistega, iz katerega se skušala izviti z tem napadom na Ukrajino. Spet bi bila potisnjena v kot ekonomsko, ta vzhodni del zveze NATO se bo oborževal, bi se v primeru takega scenarija in lahko bi videli ponovitev tega konflikta, razširitev mogoče v neki drugi državi. Zato je ta scenarij nevaren, zato je toliko pomembno, da se Rusijo ustavi čim prej v Ukrajini, čim bliže ruskih meja in da se jim tudi zada vojaške izgube takšne, da se bo čim prej prisiljena začeti pogajati. Poglejte, samo to, spomnim se mantra zadnjih 30 let, ki jo je Zahod nekako ponujal Rusiji, je širitev NATO na vzhod ne pomeni ogrožanja ruskih nacionalnih interesov. Rusija je to prvih 10 let, pa prvih 20 let nekako spremljala do Münchenske varnostne konference leta 2007, na kateri je prvič nastopil predsednik Putin, ki je rekel stop, tega se več ne gremo. Ampak zdaj se je pa zgodil paradoks. Rusija je napovedala demilitarizacijo, denacifikacijo, uradno pod narekovaji za to posebno operacijo, ampak zgodil se je paradoks, zato ker NATO se je s tem pa v bistvu povečal za 2 članici, za Finsko in pa Švedsko, in NATO je še povečal v bistvu vojaške izdatke še preko 2% bruto družbenega proizvoda. Tako da Rusija tukaj dobila popoln kontraefekt. In kar je zanimivo še nekaj glede potencialnega razkosa. Naglejte, sam bivši predsednik in pa premijer Dmitrij Medvedev je objavil zemljevid, na katerem on je drugi človek Sveta za nacionalno varnost Rusije. Na tem zemljevidu, žali Bog, ni Ukrajine. Je v bistvu samo neko območje okrog Kijeva, vse ostalo je razkosano. Hočem samo povedati, do kakšnega absurda so pripeljane te, bom rekel, geopolitični, geostrateški, veliko nacionalni, šovinistični, irredentistični pomisleki oziroma ideje ruskega vodstva. In kako močna je pravzaprav ta ideologija v Rusiji? Danes zjutraj v drugi jutranji kroniki ste opozorili na to, da kakorkoli že to, da se Rusije ni dotaknila ta vojna, da je ni prizadela, da je pravzaprav en velik mit, da so te sankcije pravzaprav tudi na nek način jo prizadele, da čuti posledice. No, prav gotovo. To lahko zagovarjajo, pišejo, objavljajo, trdijo, organizirajo simpozije, ampak to,
da Rusije te sankcije niso prizadele, jaz mislim v osnovi to je mit. Pa ne zato, ker zdaj to objavlja naprimer eno od študij ameriška univerza Yale. Dejstvo je, da je v zahodni kapital iz Ruske federacije, iz ogromnega trga, ki je bil perspektiven trg, da se je od tam omaknilo več kot 1000 zahodnih propulzivnih podjetij, da so bile njihove investicije vsaj v višini 600 milijard dolarjev. Ampak sej, veste, tisti trenutek, ko bo prišlo do tega, da bodo ruski državljani, ruski vozilci začeli čutiti, da so se nekako vrnili spet v stare sovjetske čase, ko smo pred trgovinami čakali ure in ure, da so prišli do osnovnih živil. Recimo, prodaja avtomobilov, novih avtomobilov v Rusiji je padla, to je samo en bežen podatek, za 75%, kako bo zdaj z rezervnimi deli in tako naprej. Opravka imamo pač z veliko državno propagando, ampak dejstvo je, Zahod se je od tam omaknil. Rusija je velika država, ima veliko absorpcijsko moč, lahko tudi še desetletja je do travo, ampak čutili te sankcije bodo, če seveda bo Zahod nekako enoten v teh sankcijah do ruskega režima. Jeremy Cliff, pisec za New Statesman, je v zadnjih dneh objavil izčrpno analizo dogajanja v Ukrajini in jo naslovil Vojna, ki je spremenila svet. Profesor Marko Lovec, vprašanje, kako zelo se je svet spremenil v zadnjih 6 mesecih? Vem, da je zelo široko vprašanje, ampak... Mogoče nasprotju z to prevladujočo tezo bi rekel, da se niti ni toliko spremenil. Ta konec ameriške hegemonije, če hočete, pa multipolarizem, trenja med spenjajoča se Kitajska, ugašanje ameriške moči in potem Rusija, ki se nekako skuša nazaj prebiti, preprečiti to, da bi utonila v neko nepomembnost. Vse to smo videvali že nekaj časa. Ta napad je bil presenečenje, ker gre za neko ogromno, obsežno vojaško operacijo, potem, ko je 100-letna zgodovina od prve, druge svetovne vojne, Vietnama, Afganistana, Iraka in tako naprej pokazala na izjemne stroške in neuspešnost in neučinkovitost tovrstnih operacij. V tem smislu je bil presenečenje in šok. Hkrati pa se mi zdaj zdi, da se vsi ugotavljajo te izjemne stroške, medsebojno povezanost, odvisnost in iščejo načine, kako se vrniti nazaj v ta svet pravil, dogovorov, kakorkoli bo mogoče spremenjen, pa je še vedno nujen zaradi vseh teh soodvisnosti in stroškov, ki jih prinaša ta konflikt za nas vse. Zelo na kratko, če se dotaknemo mogoče res Združenih držav Amerike, malo predtem smo se pogovarjali o tem, kaj če bi recimo Trump postal na oblasti in kaj če Trump spet znova pride na oblast. Kaj vse to pomeni za vojno v Ukrajini? Ja, dobro, to je zdaj tako, bi rekel, hipotetično vprašanje, je pa tudi to po meni osebno tudi ena največjih intrig, kaj bi bilo, če bi bilo. Ampak zdi se mi nekaj, da z odhodom Trumpa se Amerika nekako je zapustila to doktrino političnega realizma, katero je zagovarjal, če se ne motim, tudi bivši državni sekretar Henry Kissinger, ki ima še zdaj pri skoraj 100 letih izredno lucidne ideje. Ta doktrina med drugim predvidevala, da se morajo vele sile med seboj dogovarjati. Ta doktrina ni izhajala iz enopolarnega sveta, ampak v bistvu iz nekega ravnovesja strahu. Biden, ki ima eno svojo, bi rekel, zgodovino preko svojega sina, Hunterja Bidena, preko podjetja Burisma v Ukrajini, ki je povezano s številnimi škandali, s korupcijskimi obtožbami in tako naprej, je pač nadaljuje neko politiko, takrat, ko je bil podpredsednik v Obamovi administraciji. Dejstvo je, Amerika je do zdaj Ukrajini v prvih 6 mesecih, mislim, da dala 10,6 milijarde dolarjev pomoči. Vojaške, tehnične in tako naprej. Zdaj naj me profesor popravi, mislim, da slovenski proračun je 13,6 milijarde. To so enormni zneski, da ne govorimo o tem, kakšne zneske prispeva Evropska unija, kakšne zneske prispevajo razne donatorske konference. Mene samo nekako zanima me ideja, kaj je tisto gonilo ameriške politike, da nekako se mi zdi vendarle hkrati napenja mišice z dvema, bi rekel, podsistemoma, pa vendarle z velikima državama. Na eni strani je to Ruska federacija, na drugi strani to, kar vidimo, kar se dogaja z obiski na Tajvanu, je pa seveda Kitajska. In prav Henry Kissinger je nekoč svetoval večjim ameriškim administracijam, ne načenjate napetosti z državama, ki sta lahko v neki končni posledici velika zaveznika. Ja, ta teza je zelo popularna, to se širše pojavlja v še drugih oblikah, da na nek način Amerika
sprovocirala ta konflikt. Ampak številne ameriške administracije so bile zelo zadržane, že obavljene do vojaške pomoči v nekaterih oblikah Ukrajini. Jasno je bilo, da Ukrajina ne bo postala članica NATO nikoli v bližnji prihodnosti. Številne države bi to blokirale. Seveda neki ekonomski interesi obstajajo, to obstajajo pri vseh državah. Tako jaz mislim, da je tu šlo bolj za poskus ruskega režima, da spremeni tok zgodovine, da se izvije iz vedno večje nepomembnosti, iz počasne gospodarske rasti. Po letu 2014 strah je bil, da bo približevanje Ukrajine evropskim integracijam pospešilo njihov gospodarski razvoj, rast vojaško njihova vojska se je krepila in Putin je želel v bistvu obrniti ta tok, dokler je mislil, da še je za to čas. Potem pa je naredil strahotno strateško napako. Zelo na kratko, če se dotaknemo samo še nekaterih igralcev, ki so se pojavili na tem prizorišču, ki igrajo spet znova zelo pomembno vlogo, nekateri so zelo tiho, pa o Kitajski ne bomo veliko govorili, zato ker je to povsem nova tema. Kaj pa recimo Turčija? Turčija včeraj, mislim, da je turški predsednik Erdogan dejal, da bi Krim moral pripadati Ukrajini. Kakšen igralec je Turčija tukaj? Turčija je velik igralec, je velik geopolitični igralec, ki pa seveda drži po moje še kakšno figo v žepu. Prvič, Turčija in sultan Erdogan, če malo karikiram, izredno dobro sodeluje s Putinom. Pojavil se je kot mediator zdaj pri izvozu ukrajinskega žita iz Odese. Pojavil se je že prej kot mediator s Putinom v armensko-azerbejdžanskem konfliktu za stran Nagornega Karabaha. Igra pa zelo zanimivo vlogo v zavezništvu NATO. Po drugi strani kupuje najmodernejše sofisticirane protiraketne balistične rakete S-400. Tako da igra pa tudi po moje še na neko drugo karto, spričo ne ravno najbolj propulzivne gospodarske politike, spričo paca dinamike gospodarske rasti, očitno vidi tukaj tudi neke nove posle in da bo preko tega nekako tudi saniral v bistvu manko znotraj, bi rekel, turškega gospodarstva. Skratka, mislim, da je on celo sposoben narediti nekaj, da je osebno sposoben prepričati Putina, da se vrne za pogajalsko mizo in da ima enako, bi rekel, pogajalsko moč, da prepriča Zelenskega, da nekako pride do pogajanj. Ker enkrat se bo ta vojna morala končati in pogajanja bodo po moje nujno sledila. Je pa seveda problem, zato ker je seveda povsem upravičeno, pravi Zelenski, mi bomo vrnili vsa zasedena ozemlja pod ukrajinsko jurisdikcijo. To je seveda pa vprašanje, ki pomeni, kdaj ali sploh so potem mogoča to vrstna pogajanja. Erdogan, po moje, je velik geopolitični igralec znotraj tega sistema. Še na kratko o Sloveniji. V tem času se je sicer zamenjala vlada, ampak podpora Ukrajini ostaja. Profesor Marko Lovec, kakšno vlogo, če sploh lahko Slovenija igra, oziroma drugače, kakšno vlogo bi Slovenija morala igrati tukaj? Ja, vidimo, da na Zahodu, če vzamemo velike Združene države Amerike, imamo večinoma manjše države in te manjše države se ne smejo skrivati zdaj za svojo majhnostjo. Če želijo, da svet utemeljen na pravilih, ker je v bistvu svet, ki ščiti manjše, ostane, morajo prispevati svoj delež. In to se lahko naredi na različne načine. Sem že prej rekel, Ukrajinci potrebujejo vse mogoče stvari. Na eni strani seveda je to ekonomska pa humanitarna pomoč, kjer prispevamo kot del Evropske unije, lahko prispevamo tudi sami, ne vem, če imamo kakšne rehabilitacijske, zdravstvene kapacitete, ki bi jih lahko dali na voljo, potem tudi urjenje vojakov, zdaj so te ideje, da bo na vzhodu Evropske unije potekalo obsežno urjenje, pa seveda tudi vojaška pomoč, sem prej omenil, potrebuje vse mogoče od jopičev, avtomobilov, radijskih postaj in mislim, da si v tem trenutku lahko privoščimo, da precej te svoje opreme tudi doniramo, pa potem kasneje kupimo novo. Ja, naprej. Jaz mislim, glede na to, kako smo mi izšli iz bistvu te unitarne države, bivše skupne države, da tukaj je po moje neka zelo podobna logika. Ukrajina v tem primeru absolutno je žrtev, Rusija je agresor. Ne glede na to, da imamo mi z Rusijo velike, bi rekel, kulturno-zgodovinske povezave,
pa absolutno smo tukaj na strani, bomo rekel, trpečega naroda. Po drugi strani pa se mi zdi vendarle, da bi bilo dobro okrepiti vendarle prizadevanja, ne, da bi poskušali, kolikor bi bili sploh uslišani, to je drugo vprašanje, da bi poskušali nekako prispevati neko energijo, neko diplomatsko pobudo, da se ta vojna na nek način, da pride do nekega miru, da se vzpostavi, kajti konec koncev, pogledajte, to nečloveško trpljenje civilistov, otrok, vojni zločini, Buča, Irpin in tako naprej, na ta način bi pač skupaj ali v okviru, bom rekel, Evropske unije ali z nekimi, bom rekel, bilateralnimi, bi pač morali po moje poskušati, ne, s tem, da se pač ne zapravi v bistvu ukrajinska pravica do samostojnosti, suverenosti, neodvisnosti, ne, da imajo svojo državo. In tukaj za konec bo še dodatek citata pisatelja Jurija Andruchoviča v Ukrajinskih sanjah. Sanjamo o normalnem življenju, o tem, da bi imeli vse, kar imajo drugi normalni civilizirani ljudje v drugih državah, da bi potovali, se srečevali s prijatelji, se učili tujih jezikov, se še bolje naučili maternega jezika, da bi brali dobro poezijo, pili dobro vino in poslušali dobro glasbo. Hvala za analitične komentarje, izredni profesor Marko Lovec in Miha Lamprecht. Hvala vam. Hvala vam.